Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Smo v tednu, ko v Sloveniji poteka socialni teden z naslovom Skoči ven. In nocoj bomo resnično skočili ven v svet in do ljudi, ki jim nekateri odrekajo to, da so ljudje. Skočili bomo do domorodcev v Afriko, do ljudi, ki dihajo isti zrak kot mi, ki hodijo po isti zemlji kot mi, čutijo, se veselijo, jočejo in vriskajo. Da, vse to počno staroselci v Afriki, a nekateri jim tega ne priznavajo. Z našima cenjenima gostoma, zakoncama Tomom in Bojano Križnar, se bomo danes v besedi, filmu in slikah pogovarjali o teh ljudeh in našem odnosu do njih. Vidva, spoštovana gosta, te ljudi poznata. Poznata krivice in se proti njim borita. Kot popotnika sta prepotovala svet, ga videla, občutila, predvsem pa postala nemirna ob zločinih v Afriki. Ti zločini vam ne dajo miru in od takrat naprej se borita proti, na prvi pogled, neprimerljivemu sovražniku. Tomo Križnar s svojim videonadzorom te katastrofe dela navzoče v toplih domovih zahodnjakov in z njimi trka na naša, včasih preveč zaspana srca. Tudi nocoj, spoštovani obiskovalci, lahko pred dvorano darujete za podporo njegovega projekta videonadzora z droni, o čemer bomo danes slišali še več. Gospod Križnar nam je v napovednem pismu napisal: da, moja žena Bojana skačeva ven in se razvijujeva okoli sebe. Spomladi sva odletela iz Krtine sredi Evrope in padla na Koltanova polja v pragozdovih pod vulkani ob jezeru Kivu v Kongu. Za naš novi dokumentarni film Droni na nubskem nebu sva posnela otroke sužnje v rudnikih, iz katerih različne kriminalne združbe pod okriljem OZN tihotapijo ta najbolj iskani mineral, brez katerega ne more biti noben pametni telefon ali računalnik. Nas vsaj malo zapeče vest, ko se dotaknemo svojega najnovejšega touchscreena. Spoštovana gosta, predajam vam uvodno besedo. Hvala lepa. Hvala lepa za ta nagovor, v katerem ste že bistvene stvari povedal. Midva bova poskušala ilustrirati. Res je, da se od malega čutim tujega v svojem okolju in najbrž sem zaradi tega tudi veliko potoval. In na vseh svojih poteh po svetu sem seveda tudi naredil na velike krivice in dostikrat sem se zavedel, da sem bežal zato, ker sem čutil okrog sebe v Evropi in na Zahodu, ki je tako demokratičen in ki obljublja tako veliko človekovih pravic, dvoličnost, hinavščino. In da kot otrok sem bil upornik, ja, in zato tudi danes razumem otroke, da so uporniki, ker čutijo, da ne delamo to, kar jih učimo. Zdaj vam predstavljam mojo ženo Bojano. Z njo sva se srečala pred 2 leti. Bojana je učiteljica in dela z otroki na drugačen način, kot je običajno v šolah. To me je pritegnilo. Pritegnilo me pa tudi, da je kot istočasno novinarka na radiju Postojna po intervjuju dejala, da bo vprašala svoje otroke, če so se pripravljeni odpovedati tistega, kar ne rabijo, tiste zvezke, tiste šilčke, tiste svinčnike, ki jih ne rabijo, in poslati tja, kodr jih otroci sploh nimajo. V Ruske gore, v provinco Kordofan, južni Kordofan in Sudan.
No, takrat je Bojana 10 dni kasneje svojo hčerko poslala skoraj 100 kg šolskih potrebščin in seveda bi jaz to z največjim veseljem že decembra pred 2 leti spravil v Afriko, v Nubske gore, ampak je bilo vsega preveč. In še takrat smo mi tihotapili kamere. Kamere, ki delujejo v Afriki kot oči in ušesa človeštva, kamere, ki jih domačini sami imenujejo oči in ušesa Boga. Afriški kristjani v Nubskih gorah smatrajo, da je Bog nekoliko otopel, malo poslušel in manj vidi in da zaradi tega ne pride na pomoč. In v teh kamerah so prepoznali oči in ušesa in ko so ta projekt potem imenovali. No, zaradi tihotapljenja več kot 1000 kamer do sedaj v Sudan nisem mogel vzeti s sabo svinčnikov, zvezkov in šilčkov in zato sem prosil Bojano, če gre na naslednjo pot z mano, ker sama in se bo tudi najlažje videla, kje so končali ti zvezki, pa švinčniki, pa radirke. No in Bojana je šla danes spet novembra z menoj in tako sta se potem zaljubila in potem se začela učiti in na koncu sva se v Nubskih gorah tam med reaktivci in ruskimi bombniki tudi poročila. To je najna poročna slika. Ni bilo župnika, ni bilo administratorja, zato sva prosila karenega lokalnega vrača, če naj poroči, bi pa si rada dala obljubo, rabva eno avtoriteto, rabva priče, da se govori zvesta v teh časih, ko to ni tako lahko. In vrač je rekel, ja pa mi to tle ne delamo, tle poroka samo dogovor družin. Tle ni take inštitucije, da bi ti prisegel, potem pa delal krčeš. Tle družine kontrolirajo, ker imajo največji interes, da se ne razideta zakonca, da mati in oče ostaneta skupaj, zato da so otroci preskrbljeni. Ne moramo vas poročiti. No, potem sem pa lep prosil, pa po vaše, probajte izgnati iz znaja ven duhove, slabe duhove, egoizem, samopašnost, nečimrnost, nadutost, ta liberalizem, to, kar čutim, da ubija pri nas ljudi, ljubosumnost, naprimer. Vse tiste, koliko je na glavnih grehov, vse tiste grehe, prosim, izžente, ker verjamem, da so to duhovi, ki nas obsedajo in ne dajo miru, da res se imeli rad in se spoštovali. No in to je ta obred, čarovniški, kot da najjajte. Čarovnik s pomočjo svojih instrumentov potem čisto vsega in jaz mislim, da deluje. Kaj pa te misliš? Ja, če ne bi bila tukaj zdaj s tabo. Če ne bi delovala. Zdaj vandremo skupaj. Kljub temu, da je Bojana istočasno učiteljica, pa še novinarka, pa mati hčerke, zdaj govoriva skupaj. Jaz upam, da vam bova danes lahko predstavlja to izkušnjo, kako je bilo v Nubskih gorah, istočasno pa še v Kongu, kamor sva prav tako šla in to prav zaradi tega, ker tam umira milijone ljudi, zaradi potrebe po mineralu, ki se imenuje koltan in ga imamo, kot ste rekel, ugrajenega v vse te računalnike, v pametne telefone, v kamere in praktično vso digitalno tehnologijo. Ja, hvala za ta uvod, pa tudi vajno osebno zgodbo. Ravno to je tema nocojšnjega pogovora. Projekt, po katerem je tudi gospod Križna najbolj poznan, ki ga počne med Nubami v Nubskih gorah in o teh kamerah, za katere ste rekli, da ste že preko 1000 pretihotapli. Pa se mogoče vrnimo v tisto daljno leto, ko ste se vi prvi srečali z Nubami, to je bilo leta, piše na vaši internetni strani 1979, da vas je tisto srečanje z Nubami, nekje pišete, spremenilo. Mogoče
vaša osebna izkušnja NUP, kakšni so ti ljudje, kako živijo, predvsem pa kako ste se mogoče začutili? Ja. Prvič sem prišel k NUB-am posledeh knjige Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl je slavna nemška režiserka, ki je v svojih časih pomagala nacistom delati propagando in to prav s to svojo magijo, ki jo je imela, magijo ustvarjati in voditi ljudi skozi imidže, skozi lepoto njenih filmskih posnetkov je recimo pripričala takrat celo Evropo z tem dokumentarnim filmom o Nürnbergu, kadar so se naciji tik pred drugo svetovno vojno srečali in tam je posnela to moč človeških množic, s katerimi je potem Adolf Hitler lahko toliko zahodnjakov pripričal, da ga je treba slediti, da ima odgovor na osnovna človeška vprašanja, da bo pregnal birokracijo, podobno kot je to izjavljal Bin Laden, da bo pregnal dvoličnost, hinavščino, da bo naredil nov svet, bolj pravičen svet, kodar ne bo šibkih ljudi in potem tudi začel šibke zažigati, ne samo Žide in Cigane, ampak tudi nas Slovane. Leni Riefenstahl je njegova režiserka in pa je tudi njegova ljubica, no, poleg Eve Braun. Ampak v svoji knjigi Leni piše, da ni bil za ljubezen, rekoč, da je treba najprej Nemčijo rešiti. No, Leni Riefenstahl je bila po drugi svetovni vojni zaprta, zavezniki so jo spustili šele leta 1954 in prvo pot, ki je naredila, je šla potem v Ljubske gore. Kot da bi hotela tam poiskati tisto, kar jo je razočaral slavni Führer. Kot da bi tam slutila korenine človeštva, tiste vrednote in tiste kvalitete, no, ki so jih nacisti poskušali narediti, nasilo, z agresijo. No, in jaz sem sledil tole njeno knjigo, Leni Riefenstahl, NUB-a, Die Leute, die von die anderen Sternen, in tako sem prišel prvič k NUB-u. To je bilo leta 1979. In to, seveda, takrat, kad sem že rekel, da sem bil upornik, jaz nisem sprejemal sveta okrog sebe, prišel sem nak. Prišel sem z 2 kozama, 4 kokošmi pa enim oslom. In to peš iz zadnje arabske vasi, kodar so mi Arabci svetovali, tudi tiste gore, tam blizu Kaduglija, rekoč, da tam živijo nagi divjaki, ki te kar ustrelijo, če se jim smeješ, da še vedno živijo nagi. Ustrelijo te, ker zdaj imajo puške. In ti ljudje so proti železnici, so proti cestam in hočejo ostati staroselci. In zato ni v Sudanu nobenega napredka, ker ti ljudje ogrožajo razvoj civilizacije in zato je treba vse pobiti. No, moj prvi stik s temi ljudmi je bil čisto drugačen, kot pa so mi prerokovali. Mene so sprejeli, seveda so me to preverili, mislili so, da sem ali misionar, ali kakšen britanski uradnik, ali kakšen vohun. Tem nisem mogel prestati vse tiste njihove preizkušnje. Ko so pa začutili, no, da sem prišel se učiti tja, sicer sem diplomiran ekonomist in strojni inženir, ampak jaz sem skozi čutil, da mi še manjka, jaz hočem še kaj več. To ni vse, kar se da naučiti v tisti socialistični šoli, ker so začutili, da me vse zanima, kako se ljubijo, naprimer, no, v ulica, prej ne veste, da je to normalno, kako skrbijo za otroke, kakšen odnos imajo do narave, kaj vidijo v drevesih, v skalah, recimo, v vodi, v zemlji. In ko so začutili, da jih poslušam in da spoštujem, kar so mi povedali, recimo, da so drevesa tako kot naši stari očetje, da
travo od vseh, travo se ne sme zamejiti, pa reči, to je samo od našega plemena, ampak se treba dogovarjati z drugimi plemeni, ki prav tako pasajo za pravično razdelitev trave, da ne zastrupljajo vode, niti sovražniku, tako kot leve recimo, pustijo gazele, da se napijajo, potem jih lahko pojedo, ampak pri vodnjakih se ne jejo, ker to je osnovno, kar ljudje rabimo. Rabimo zrak, rabimo vodo, rabimo ogenj, rabimo zemljo. In to ne bi smel nihče privatizirati. Nobena korporacija se tega ne bi smela polastiti. Takrat sem je začutil, da mi nekaj govorijo, kar je v bistvu rešitev za svet, ki sem že takrat čutil, da vsi v ekološke krize, gospodarske krize, socialne krize, pa tudi duhovne krize. Zdaj smo sredi največjih duhovnih kriz in takrat, 79. leta, so mi tam eni divjaki, ki jih imajo Arabci, da jih treba pobiti, pa tudi pa nas doma, vsi za manj vredne, ker nimajo cerkva, nimajo šol, nimajo tržnic, kaj še supermarketov, nimajo avtomobilov, nič nimajo, živijo samo od tega, kar je Bog dal. V naravi, v Božjem delu živijo in s tem iščijo sobivanje in sožitje. Takrat sem začutil, da je nekaj za mene. Sploh pa, ker sem videl, kako spoštujejo žene in otroke, kako so ljudno, tisto je bilo res arhaičnih tehnikah ekstaze in transa. No, zanimivo, da je tudi njih zanimalo, kako se mi ljubimo, zahodnjaki, v tem našem misionarskem položaju, potem so mi organizirali dve žene na spalni vreči, neko noč, tam pod polkno luno, okrog so bile granitne skale in more nek 200 ljudi sedeli, vsi so hoteli gledati, kako ali mi to počnemo. In sem začutil, pa se nas vse zanima, se zanimamo, mi drugega zanimamo, mogoče pa kaj, ker si lahko izmenjamo. Oni so se učili svoje zakone narave, v čisto drugi naravi, jaz prihajam tukaj z Alp, kodar je mrz, kodar je narava predvsej bolj zahtevna, ampak tam je pa tudi narava zahtevna, ker imajo samo dve sušno pa deževno dobo in ljudje nastradajo v obeh, ampak kljub temu so razvili kup tehnik proslavljanja in čaščenja življenja, zahvaljevanja za vsako kapljo dežja, za vsako kozloga za nos. A veste, čisten drug svet se mi je začel kazati hvaležnosti in priprošanja, ker res v tisti komunistični Jugoslaviji in v Sloveniji jaz takrat nisem čutil. Že takrat je bilo tako, da je vse predvsem zanimalo sam, kako bo kakšnega okrog prinesel, pa kako bomo imeli dobiček, pa na račun drugih, pa kljub deklariranim vrednotam so bile takrat jasne. No, tako se je začela moja zgodba z ljubami. Dali so mi dve žene, sicer ste bili res stare 60 let, jaz pa 21, ampak okej, sem za mladega človeka, je to vendarle Božji dar. Dali so mi orodje, pa semena, pa pokazali in kost tam, kodar lahko sedim, pa eno staro hišo so mi prišli pomagati popraviti. In ko sem šel potem 3 mesece tam, ampak potem sem zbolil, neka neznana bolezen, za katero je čarovnik rekel, da jo ne more zdraviti, ker ne pozna vsebine mojega uma, ne zna pristopati, rekel je, pej domu, tam doma te poznajo, da bo že pozdravili, bolezen je v glavu, vsaka bolezen prije z glave, meni je bilo tudi še zelo čuden, da je bilo to razumem. Vaški starešina, politični vodja, je pa rekel, ostan prosim z nami, mi te rabimo, ti poznaš, kaj je v glavah belih ljudi, zakaj delajo avione, zakaj nakladajo bombe, zakaj mečijo bombe po ljudeh. Mi imamo rad ples, pa veselje, pa spolnost, pa otroke, pa sam, jaz nisem mogel stati, jaz sem toliko bil bolan, da sem mogel domov in s tem, ko sem me pustil, sem mi verjetno rešil življenje in to je eno od vzrokov, zakaj se kar naprej vračam. Zakaj jih ne moram pozabiti, tudi zdaj, a pa recimo leta 98, ko sem se po 20 letih prvič vrnil, ker sem slišal, da se tam dogaja genocid. Genocid, ker je ena ameriška firma Chevron v bližini najdla nafto. In tam, ki se najde nafta, veste, da je potem vojska. Tam, ki je voda, je tudi vojska. Vedno bolj. Pa mogoče, da razjasnimo, ne? Govorite o Sudanu in tudi o Kongu. Ta plemena Nube so čez več držav ali živijo
verjetno, ne? In tudi več plemen, ne? Če prav razumemo, ne? Nube sebe ne imenujejo nube, ampak teh 99 plemen, ki vsako živi na svoji gori, na svojih 99 plemenih, vsako pleme se kliče drugač. Mesakin, Tačot, Val, Isab, Nuba so začeli uporabljati zdaj zaradi politične in obrambne potrebe. Imajo skupnega sovražnika, to so lovci na služne, ki so prihajali največ iz arabskih držav, pa tudi iz evropskih. Italijani, Avstrijci, Nemci, Belgijci, vsi so lovili služne v Sudanu. Sudan je najbolj obremenjen z to zgodovino lova na služne. No? In Nuba ime se jih je prijelo v časih britanske kolonije, ker so že prej, recimo Egipčani, imenovali vse, ki so živeli južno od Aswanskega jezu, Nuba. Nuba je pomenilo služen, pa tudi zlato. Zlato pa služen je bilo takrat enako vredno. Zdaj se seveda spremenja svet, delajo nam predvsem stroji, ne rabimo več toliko služnov za fizično delo, zdaj nam delajo stroji, rabimo pa samo še surovine. Zato danes služen ni vreden praktično več. In zaradi tega jih zdaj tudi iztrebljajo v genocidu. No, z Bojano sta šla pa v Kongo, zato, da bi primerjala Sudan pa Kongo. V Sudanu je umrlo zdaj v 30 letih svojih 5-6 milijonov ljudi, v Kongo pa tudi od 5 do 10 milijonov. Kongo je tropska džungla, so tako kot Havaji, raste vse, mango, papaje, avokado, banane, skozi drž in skozi je sonce in lepših pogojev za življenje na svetu ni, pa je tudi tam toliko nesreče, toliko trpljenja, toliko umirjenja. Zakaj? A je nekaj skupnega, kar ubija staroselski ljudi v obeh teh bivših kolonijah evropskih. In mogoče zdaj damo tebi, Bojana, besedo, kaj so najdela tam, kot se ne bo strela na Kordonovih polnih? Ja, ravno to, kar je zdaj rekel, ne, kaj je tisto skupno, kar iztreblja te ljudi. To je naš pohlep, to je pohlep teh velikih korporacij, ki v bistvu želijo, kot je prej gospod povedal, želimo imeti vedno modernejše telefone, želimo imeti računalnike, otroci iz dneva v dan nove. Ti ljudje tukaj pa nam omogočajo in kopljajo Colton. Vam ga bom pokazala, ga bom dala v kruh. Sem si izborila 2 koščka, tako da boste lahko videli, o kakšnem mineralu pravzaprav govorimo. Tako da tole si pogledajte, ne kroš v kruh, lahko tudi malo poteškate zam, ne izgubiti. Vam pa mogoče najprej pokažem, čisto en tak kratek posnetek, kako to izgleda na Coltonovih poljih, kakšen je ta rudnik, da si boste lahko predstavljali. To je Colton, ki ga imate tudi zdaj vi, ko boste pač imeli pred sabo. Tole so ženske, ki nosijo pivo tem moškim na rudnik Coltonovega polja. To je odprti kop in ti ljudje v bistvu tukaj delajo od jutra do večera. Kopljajo Colton, ga spravljajo v vrečke in ga potem na svojih plečih nosijo v dolino. Sva pa imela samo 5 minut časa, da sva posnela to, zato ker so se bali, da bi preveč videla še to iz obrobja. No in zakaj sva videla potem, ko sva natančno pregledala posnetke in fotografije? Zato, ker so tukaj tudi otroci, ker jih še vedno izrabljajo za sužnje in tudi otroci delajo, res da malo bolj skriti v teh dolinah, ampak otroci tam so. Potem to prinesejo v vas in sčistijo vseh odpadnih snovi ter prodajajo naprej. Oni dobijo $2 približno na dan ti moški. S tem denarjem ne morejo preživeti svoje družine. Colton pa se potem zelo drago prodaja naprej na Kitajskem in pa ostalih državah. Tisto, kar
mogoče je sporočilo teh ljudi, živijo samo 34 let, povprečna življenjska doba je 34 let. In če si pogledate, kako so naju sprejeli, takole bučno je bilo. Nisva bila sama niti za trenutek, trenutka, ko sva prišla v vas, pa še to sva mogla pobegati. Midva sva v bistvu v Gomo prispela, kjer sva želela narediti intervju, zakaj droni v Kongu ja in zakaj v Lubskih gorah ne in kako pomagajo ti droni. Potem pa nama tega intervjuja niso cel teden dali in v tem času sva šla sama na svoje roke z motorjem in spremljevalcem v to vas, ki je odrezana od sveta. Kljub temu, da proizvajajo to bogatstvo, 90% tega koltana pride prav iz teh območij, nimajo mostov, nimajo cest, ceste so tako kot kozje steze, na obeh straneh prepadi. Kar je pa najbolj žalostno, ves čas naj je spremljalo okoli 100 otrok od jutra do večera in ti otroci so sirote. V bistvu živijo brez staršev, zato ker je vladna vojska, da te ljudi drži še vedno v svojih rokah, da se jim ne upirajo, ustanovila uporniško vojsko in ta uporniška vojska v bistvu na vsake toliko časa pride v vas, pobije nekaj ljudi in gre spet svojo pot naprej. In tukaj so ljudje v bistvu res pozabljeni od sveta. Otroci so glasni, upijajo, hodijo za tabo, zato ker nimajo staršev, ki bi v bistvu skrbeli za njih, ker jim nihče ni vcepil vrednot in vedo, da živijo v bistvu iz dneva v dan, da si morajo pomagati, da bodo preživeli vsak dan posebej. To je mogoče tudi bistvena razlika od otrok, ki živijo v Lubskih gorah, ki boste potem malce kasneje videli. Ampak pri vsakem otroku, ko se ti trga srce, ko jih gledaš takole, kako posedajo, kako si poskušajo plemenititi življenje, kako poskušajo živeti. In edina napaka, kar so jo naredili, je ta, da so se rodili v napačnem času, na napačnem mestu. Tudi ta čas, ko sva bila midva tam, je priletela ponoči ena uporniška skupina, ker je zvedla, da je eden od teh očetov nakopal nekaj več koltana, da bo verjetno tako dobil tudi nekaj več denarja in so ga ustrelili. Kaj se še dogaja v tem predelu? Več kot 10 000 žensk, ne samo v Kongu, ampak tudi v Lubskih gorah je bil posiljenih. Zato tudi te kamere, ker želimo te ljudi zaščititi. Midva sva imela srečo, da sva se srečala z dvema ženskama. Tole je ena izmed njih, ki se je upala priditi iz svojega doma in povedati, da je bila posiljena. Posiljevalci pa ne samo, da posiljujejo, ampak jih tudi potem iznekazijo, tako da jih zažgejo, da jim usplovila kapljajo z voskom. Skratka, želijo jih tako prestrašiti, da ne bi nikoli spregovorile. In spet posiljevalci so tisti, ki jih vladna vojska pošilja naokrog. In to so želeli te ljudje tudi, da vam sporočimo. Tole je mama 4-letne deklice, ki se je ravno tako upala spregovoriti, da so njeno deklico na polju pred njenimi očmi posiljeni. In tega je, na vsakem koraku srečuješ te ljudi. Ta dekleta, tista, ki se upajo govoriti, so se nekako organizirala in zdaj počnejo take stvari. Tako da iz različnih materialov izdelujejo torbice, da si šivajo svoje obleke, da skrbijo da delajo na poljih, ampak seveda so prestrašene, se bojijo ven in pač delajo samo takrat, kadar vejo, da so res varne. Tako, to je tisto, kar mogoče zdaj čisto na kratko v tem uvodu v Kongu. Pa če gremo zdaj konkretno na ta vaš projekt, mi smo jim rekli letečih kamer življenja, leteči droni,
jaz sem tudi vprašal, kaj pomeni dron, ker nisem vedel, pa mi je Toma rekel, da to pomeni trot, ne? Po slovensko se vedno bolj uporablja beseda trot, ja. Dron je pa predstavljeno pravo. Angliška beseda za brezpilotna letala, ki imajo poleg kamer nameščene tudi rakete in z njimi zdaj Zahod ubija resnične ali potencialne ali pa tudi namišljene sovražnike v Aziji, pa tudi v Afriki, v Pakistanu, v Afganistanu je največ žrtev med civilnim prebivalstvom, ker ljudje živijo skupaj in če iščejo enega, ubijo zraven še celo družino, pa še sosede, pa še žlahto. No? In zato se zdaj v Aziji dviga upor proti temu. Jaz po svoje razumem, zakaj Zahod uporablja drone. Kolonialna zgodovina je pustila veliko težko dediščino. Meje, ki so danes zarisane na zemljevidih, so v glavnem zarisovali Angleži, Francozi, Belgijci, Nemci. In v teh mejah je ujetih veliko različnih kultur, ki včasih sploh ne gredo skupaj. Recimo v Sudanu, na jugu imamo Afričane, na severu imamo ljudi, ki se identificirajo z arabsko identiteto. In muslimani na eni strani, in to zelo fundamentalistični, prenašajo animistov, tistih, ki vidijo Boga povsod, ki živijo v sobivanju z naravo. In zato je bilo jasno, da taka tvorba ne more ostati. In zato je prišlo do 21-letne vojne, po kateri so se leta 2011 južnaki ločili od Severnega Sudana, ampak noč so pa ostale enklave afriškega življa, ki še vedno živijo po ostalih postavah in rabci jih ne tolerirajo. Za povrh obtožujejo Zahod, da je prišlo do te odcepitve juga Sudana, ker so humanitarne organizacije ves čas hujskale ljudi v afriškem delu, se pravi v južnem delu Sudana, ne se odcepijo. In na koncu smo to zahodnjaki tudi dosegali, ampak to po 21-letni vojni, v kateri je umrlo več kot 2 milijona ljudi in 5 milijonih ljudi, ki so morali bežati izven Sudana. No, te enklave so zdaj Ljubske gore, Darfur, provinca Modri Nil, pa Abijeji. In ker so se znašli po odcepitvi na severni strani, se pravi pod arabsko vlado in pod šariatskim pravom in med potomci lovcev na sužnje, so seveda takoj nastradali. No, in droni so zato idealni zaščititi te ljudi, podobno kot zaščitimo recimo slone v Južnoafriški republiki, pred lovci pred divjimi lovci, ker tam na eni strani Arabci na severu, na jugu zdaj nova državljanska vojna med plemeni v Južnem Sudanu, ki traja že od decembra lani in je umrlo tudi nekaj 100.000 ljudi, ven ne ve koliko, ker tam ni opazovalcev, ni novinarjev, tudi humanitarne organizacije ne upajo iz svojih ograj. V takem svetu, ko je vojna vse povsod okrog njih, herojev pa tudi ni več vitezov, ni več velikih človekoljubov. V takem svetu je zato najlažje ti ljudi reševati s pomočjo strojev. Brezpilotnih letal, ki pa ne bodo imeli rakete nameščene, ampak imajo kamere. To je naš dron. To je v bistvu vaše javno sporočilo. Zdaj dron lahko uporabimo, da nosi raketo, lahko ga pa uporabimo, da pomaga ljudem. Ščiti dobesedno, ker ima oči in ušesa in lahko gleda od zgoraj in lahko dokumentira vse te pogrome hačev na kamelah in konjih, ki vidijo, dožigajo vasi in posedujejo vse po vrst in ubijajo tiste, ki jih ne rabijo, tiste, ki so pa koristni, pa jemljajo za priležnice in za rojevanje arabskih otrok ali pa za janičarje. Mislim, mladi dečki.
Logika je čist preprosta. Ampak to svet moče razumeti, zakaj, ker je tudi sami na svet se ukorišča, če mi iztrebljamo dogovorjen ljudi. Tako kot svoje čase, ko smo iztrebljali indijance, ali pa aboriđine, vsem smo nalimali, da niso ljudje, ali pa da so manj ljudje. Mislim, da so za indijance šele 1650 v Madridu španska korona med eno veliko bitko dveh teologov se poveda, pa San Cristobal de las Casasa, priznali, da so tudi ljudje. Zakaj niso priznali, da so ljudje? Zato, ker niso nikjer omenjeni v Svetem pismu. To je bil izgovor, da so jih lahko iztrebljali. 50 milijonov v obeh Amerikah, to je stala evropska ekspanzija. V Avstraliji, na Tasmaniji ni niti enega več skupaj z iztrebljenim tasmanskim psom. V Polineziji so prišli z slanim mesom, pa z viskijem in dobili na svojo stran poglavarje in ker so bili zapiti, ker so bili alkoholiki, so tako preko njih fajn vladali. Pri Eskimih, recimo gor, pri Bušmanih, pri Hotentotih, pri Pigmejcih, po celem svetu je naša prisvitla Evropa v zadnjih 500 letih bila na stotine milijonov ljudi, vse v pripravljanju, da širimo civilizacijo za kralja, prepogosto tudi za Boga. Zato se je Sveti Oče 6 let nazaj upravičil. Tudi avstralska vlada se je upravičila. Za vse tiste iztrebljene aboričine, katerim res niso priznali, da so ljudje, zato da so lahko razglasili Avstralijo kot kontinent za terra nullus, dežela brez ljudi. Sam drugačni so bili. Živeli so po drugih vrednotah, postavah, zakonih, ker so tisti puščavski državi ni dali tako živeti, ker pri nas smo v Sloveniji, pa v Ameriki, pa v avstrijskih državah. No, verjetno je ekspanzija Evrope v zadnjih 500 letih, odkar je šel Krištof Kolumb v novi svet, največji katastrofa za človeštvo. Samo to ben moče videti, ker če to sprememo, potem bomo morali slišati indijance, ki bodo rekli, ki že govorijo, dajte nam Amerike nazaj. To je nemogoče, ne? No, zato tudi našega Janeza Drnovška, recimo leta 2006, noben od voditeljev na svetu ni poslušal, ko je hotel mir v Darfurju. Ne, pobijajo tiste divjake, ne? Iztrebimo vse divjake. Drnovšek je bil edini svetovni lider, ki nas je poslušal in ki je bil pripravljen tvegati takrat, da ga usmešijo. Kaj pa tebe zanima tem problem v Darfurju? On je razumel, da gre za vse nas, da gre za človeka z veliko. On se je zauzemal za človeka, ne za to, kar večina politikov in današnjih liderjev sveta, ki so več ali vsi pod kontrolo korporacij, ki hoče samo dobiček. Predvsem dobiček. In zato pravim, da je zgodil vsem nam ljudem. Zdaj se iztrebla človeka. Za nami, če se ne bomo organizirali, bodo prišle mašine, ljudje mašine. In te pa nimajo milosti. Nobenih vrednot. Zato se zauzemamo. Ne samo za neke staroselske egzote. Ja, ravno to ste napisali, vi tudi v tem vašem nagovoru, da je to en cel sistem, ki ga po vašem dejansko vodijo korporacije, ki ste celo to napisali pod okriljem OZN. Se to tudi malo sedaj smo kakega našega misionarja slišali podobno zgodbo povedati, ne? Stane Kirin. Mogoče, zakaj je to tako, mislim? Ni ga heroja na Zahodu. Ja, korporacije imajo inteligentne ljudi, najete plačance, ki tuhtajo, kako izkoristiti človeštvo. No? Da je litek preveč pravijo in kdo bo pa dajal penzije, pa prišlo za šole, pa vse jih mi lahko indoktriniramo potom medijev, kaj pa rabimo pravzaprav kulturo, pa filozofijo, pa teologijo, pa religijo, pa vse, kot je
pisano v knjigi Krasni novi svet Aldosa Huxleya, lahko vladamo tako, da ustvarimo nove sužne, ki ne bodo nič čutili, če bodo pa kaj dvomili in bomo pa dali malo some, tisto mamilo. Vse lahko, tako kot je pisal George Orwell v svoji knjigi 1985, lahko ljudi popolnoma kontroliramo s pomočjo medijev, saj v industrijskem svetu. In to delajo. In res mi smo vsi pod kontrolo, nam natančno dozirajo, kaj je v naše glave. In res je samo še cerkev, ki se bori proti tem, ker spominja na stare vrednote in zato največjim veseljem povem, da najbolj nas je podprl Stane Kirin, vodja slovenskih misionarjev, z njim smo bila dvakrat v Nubskih gorah, en film smo tudi skupaj naredili in ko je prišel nazaj, tudi tle, doma ni bil razumljen, zakaj nekam, kodr ni nič narobe, se tisto je tako dogovorjeno, da je Arabci poberijo. Politika ni sprejela njegove poti, ko je bil še vodja Karitasa. Ampak kasneje, leta kasneje, so pa tudi voditelji razumeli, da je to prav. In zato je zdaj kot vodja misionarjev res za zgled celemu svetu in dogovarjamo se, da bo šel z nami na eno naslednjih poti, na kateri bomo skušali spraviti v Nubske gore vrtalno napravo za iskanje vode, vredno 160 000 evrov. In spet je bil nadškof tisti, ki nam je pomagal s 15 000 evri, nobena druga v Sloveniji organizacija, katerakoli stranka ali pa nobena od inštitucij nam ni pomagala. Vse, kar zbiramo samo od vas, ljudi, kot smo tudi sami. Nič korporacije seveda nas ubile, če bi nas le mogle, nič ni zadaj nobene politike, ne leve, ne desne, je res samo odzivanje na to, kar vidimo in ne moramo poznavati, kar pridemo domov. Kako pa recimo ti staroselci gledajo na nas? Kaj se oni nas mislijo? Skozi spomin, zgodovinski spomin, kako smo se obnašali v kolonialnih časih, pa skozi direktne izkušnje zdaj v neokolonialnih časih. Vidijo nas nakladati avione in leteti in metati bombe, ne razumejo, tega ne morajo razumeti, zakaj mi ne plešemo, ne priprošamo, se ne zahvaljujemo, zakaj mi smo bolj pomembne družine, otroci, žene, možje. Kako moramo živeti za nekaj tako primitivnega, kot je dobiček? Pa koga je še dobiček kdaj potešil? Pa se imamo mi tudi duhovne potrebe, ki so mnogo globe, kot pa to udobje. Ne morajo razumeti, da nas podnebje udobje zadovolji, pa da je to še zelo postalo smislu življenja. Moja generacija je še iskala. Mi smo množično šli po celem svetu, ker nismo zaupali tradiciji doma in smo šli iskati odgovore na večna človekova vprašanja. Eni v Indijo, eni na Kitajsko, drugi v Amerike, tretji tle po Evropi. Preštudirali smo židovske knjige, arabski Koran, vse dela mitologije, ki so bile popisane recimo do zdaj. In to, kar mene preseneča danes je, da se je to iskanje skoraj nehalo, da se ne bere, ne študira več, ampak da se glavno gleda televizijo ali pa na YouTube tele smešnice ali pa komunicira preko Facebooka, bolj kot pa med sabo obličkami v koruze s kozarcem kuhanega vina. Nekaj se nam dogaja, čutite, da se nam nekaj dogaja, da nas v industrijskem svetu obvladujejo s korenčkom, ki nam ga obljubljajo, kako bo fajn, kako bomo vsi bogati, pa veste, da ne bomo vsi bogati, se so naravni viri omejeni. Tam dol, lejte, in pa svetovni red, še enkrat, je v glavnem v rokah velikih korporacij, mogoče 90 korporacij v svetu, to nas drži vse politike, vse vojske, vse v šahu. Tam dol jih pa enostavno ubijajo tako, da jih ščuvajo drug proti drugemu, iztrebljajo po pravilu, po taktiki ubij sužna sužnem. Pri nas je ta politika, ta strategija
divide and rule, divide and emperor, deli in vladaj. Smo enoten v tem, kako hodimo vsi na prišli supermarkete in tam puščamo svoje prihranke. Nismo pa enoten tako, da bi se lahko še čemu drugemu združili, recimo. Smo skregani med sabo in jaz opažam vedno bolj. In tako, da ste res sam hudič vtaknili med nas ljudi, vedno manj je zaupanja, ne? Vedno manj je sočutja in vedno manj je solidarnost. In to ni pogoj za preživetje v naslednjih 10, 20, 30 letih. Dajem besedo vam, na to vaše vprašanje, misel. A pokažemo en filmček, kako to zgleda. Dajmo vizualno pokazati. Namreč, najprej smo delali dokumentarne filme. Pisali smo knjige in takole hodili med ljudi in predavali in skušali ljudem pokazati, kaj se tam dogaja. Dokumentarni filmi so pomagali, da so ljudje začeli darovati prispevke in iz tega smo lahko kupili kamere in potem smo kamere dol nosili, predvsem v Sudan, in ljudi učili, kako jih uporabljati. Na to smo prinesli satelitske internetne sisteme in jih učili, kako to pošiljati v svetovne medije, v vse inštitucije, vse organizacije. No in tle, evo bom zdaj pokazal en tak čist kratek dokumentac, mi smo jih naredili veliko, in čist kratek dokumentac, v katerem so domačini sami naredili poročilo. Actually, the LSP, they want to make agreement with the SPLMers for the vaccination of the children. But right now, as you see, lots of smoke. It's one bomb from Jet 24. Right now it kills 2 children in the age. One of them, his bomb is actually leg completely. Yeah. And actually, this is not the LCP want to vaccinate those children, but they want to bomb them because they are severe still. To je bil Jacob Williams, sin prvega protestanskega misionarja v Nubskih gorah. In ta nekako najhitreje zapopadal, da ja, če se vid, je drugačka, če se sliša samo številke. Če se vid otroke žrtve, je drugačka, če se sliša samo 2 otroka sta bolj ubita. In on je tudi naš prvi pilot. Lanskega januarja smo začeli z uporabo letečih kamer. Tukaj rečem, da imamo veliko smole, kad je tam res nekaj proti nam, kad vrači delajo proti tem letečim trotom s kamerami. Prvi avion smo polomili med transportom, potem sem mogel čakati 2 meseca, da so prišli rezervni deli in ko smo ga spet sestavili, je Jakob Williams ušel in je šel. So rekli, Bogu je šel.
domačinu vas. Nismo ga več videli. Samo strmo se je odzignil, nič se ni dal kontrolirati s transmiterjem, kar je navadno. In potem so ga najdeli čez pol leta otroci in prinesli nazaj. Ampak mi nismo odnehali. Medtem sem šel v Kongo, da sem se pripričal, da to res deluje, ker Združeni narodi Kongo jih uporabljajo za nadzor koltanovih polj in za pomoč pri tihotapljenju rudnin iz Konga. To sem osebno sam doživel. In zato, kar to povem. 16,000 vojakov v Kongo ne počne nič posebno, da bi vojno zares ustavili, ampak samo kontrolirajo. 200 ljudi sami izstrebijo in potem bodo da bogatstvo naša. Če pa ne bomo mi pobrali, jih bodo pa Kitajci. Kitajska je nova sila na svetovni sceni, ki povsod prevzema nekdanje evropske kolonije in Zahod ne ve, kaj storiti. Res ne. Tam je en velik rezervoar industrijske sile, ki ga lahko črpajo in uporabljajo za ceneno delo, množična produkcija zagotavlja najnižji ceno njihovih izdelkov, plus malo slabša kvaliteta in tako so zasedali praktično vse svetovne trge. In skozi to so spet ponovno prišli še bližji naravnim mirom in vedno bolj ustvarjajo paniko na Zahodu, kot da bi mi stari hiši rad lepo živeli, uživali to, kar smo imamo, ampak tako ne bo šlo več, zaradi tega, ker res Kitajci izkoriščajo veliko napak bivšega kolonialnega sistema. Jezni so na nas zato, ker so jim Britanci opij prodajali. Vozili so ga iz Indije in z opijem zaslužili večino takratnih elit. In skoraj bi že zmagali in tudi Kitajska bi skoraj lahko postala kot Indija, recimo, ali pa Afrika, če ne takrat Mao Tse-tung, Čankajšek pa bi začeli z uporom, tistim velikim pohodom in potem so imeli Kitajci po desetletji diktaturo, oziroma imajo še danes, samo zdaj so se znajdeli, da so zelo pametni, da koristijo to, da partija vlada, hkrati pa odpirajo neke vrste neoliberalizem, ljudje so vsi željni materialnih dobrin in so pripravljeni delati za 60-70 evrov, hkrati pa Kitajska je zdaj zelo dvolično in zelo hinavsko tudi podpira afriške diktatorje in večina se jih kar nagiba zdaj na kitajsko stran, tjagajo zdaj surovine, od tam prihaja orožje, Rusija je tudi hinavska, tudi pomaga vsem tem afriškim režimom, kot da so nekoč že imeli svoje pozicije. Rusi se tudi vračajo v Afriko in ti begunci prihajajo k nam, ti prebežniki, glede na 100,000 prebežnikov v Španijo, Italijo in Grčijo, to je za nas veliko breme, vprašanje, če ga bomo zmogli. In zato se Bruselj in Štrasburg tako mačehovsko obnašata do tega trpljenja na naših predpražnikih, to posebno. Kitajska pa od tega samo koristi. Več, ko bo vojno v Afriki, bolj bo Evropa destabilizirana. Torej, nas dejansko ogroža zdajle kazen za vse, kar smo narobe naredili, zato je znatno čas, da se Evropejci vrnemo nazaj k humanizmu, k človekoljubju, k veri, ki nas uči 10 zapovedi, uči drugih vrednot, kot pa samo čaščenje evra pa dolarja. To je primitivno, to je barbarsko, to je tako nizkoten, da meni se vsakič, ko prijem z teh krajev tle, gab, biti tle, in ko mi čakam, da gre spet nazaj, ker mi je lepše tle na front, med temile, ki uživajo popolno neuživanje v coni totalnega neudobja, kot da jih iztrebljajo ravno tako, da jim povzročajo diskomfort, neudobje. Lažje mi je tam, moje srce bolj čisto in duša lažja, tudi telo, kot pa tle v coni udobja, kot da udobje res ne samo poneumlja, ampak tudi fizično škoduje. Fizično, prenažrt smo, prenapit smo, zastrupljeni z mediji in temi neumnimi programi na vseh
kanalih, kamorkoli preklopaš. Več realnosti, več reality šova je tam, kot pa tle pri nas. Več je življenja v Nufskih gorah, a pa v Darfurju, a pa v Modrem Nilu, a pa v Kongu, kot pa v moji rodni Evropi. Raj sem tam živ kot tle mrtev, no? Oziroma raj sem tam mrtev kot tle živ. Prostite. Se tudi vi pridružujete temu? Ja, mogoče lahko pokažem s temle posnetkom, kar je Tomo zdaj želel povedati. Ti ljudje so res pristni, ti vedno, ne vem, ponudijo vse, kar imajo, so preprosti in pri njih ne začutiš kakršne koli zahrbtnosti. Mogoče pogledajte, kako so sprejeli koledar, ki je bil narejen za letošnje leto, ko je Tomo prinesel pokazati fotografijo ženske, ki je na tem koledarju. To ni bilo samo tukaj, ampak kamorkoli sva prišla, so ga takole sprejemali, pa tudi mene, ko sem bila prvič tam. Gospa, ki je tukaj zraven, je na koledarju in se seveda ni prepoznala, ker tam ni elektrike, tam nimajo gledal, tako da ni vedela, da je to res ona. Potem so jim pa drugi povedali, da je to na fotografiji njena fotografija in v trenutku je nastala zabava, začeli so prepevati, plesati, ponudili so nama vse, kar so imeli in naj jo povabili noter in potem naredili tako prijetno vzdušje, kljub temu, da kot je rekel Tomo, nimajo ničesar. Hrane nimajo zaradi tega, ker se neprestano skrivajo pred bombi, ki spuščajo bombe, ponavadi tako, bombi prileti zjutraj, pogleda situacijo, potem se vrne čez pol ure in spusti bombo nenaključno, ki ne izbira cilja. In tisto, kar ste videli prej, ta dva dečka, sta v bistvu umrla v bombnem napadu, ko sva midva bila tam, snemala otroke, kako živijo, se z njimi pogovarjala, prepevali so nama, ti posnetki so nastali v tem času, no, potem pa so se midva odpravila naprej v naslednji kraj in takrat se je zgodil ta bombni napad. Otroci tukaj, mogoče v primerjavi z otroki, ki ste jih videli v Kongu, veliko bolj sproščeni, veliko bolj prijazni. Ti otroci tekajo s hribov, ko te vidijo, da prihajaš, ti ponujajo roko, potem še pogledajo, če je na njihovi rokci ostala kakšna bela sled. Ti ponujajo vodo, ti pripravijo zajtrk, skratka, starši so jih naučili, da je treba vse deliti in tako delijo tudi s tabo kot s tujcem. Takole poteka pri njih umivanje. Starejši bratci, sestrice skrbijo za svoje mlajše. Tukaj ne vidiš, da bi se pretepali, enkrat nisem videla v tem času, ko sem bila tam, da bi prišlo res do pretepa med temi otroki. Nosijo en drugega in take otroke v bistvu pobivajo. Tale deček, prej sem govorila o 4-letni deklici, ki je bila posiljena v Kongu, ko smo videli njeno mamo. No, tega dečka smo pa srečali tam okrog poldne, okrog 1 ure, ko je bilo okrog 50 stopinj. Mi smo v bistvu šli na raziskovanje in se nam je zdelo čudno, kaj dela sam, nikjer ni bilo nobene koče, nikjer nobenega človeka. In nam je povedal, da je izgubil svojo kozo in da želi to kozo poiskati, ker ne želi domov, da ne bi razočaral svoje družine, ker mu je koza ušla. In potem šele pozno popoldne smo ga srečali, ko se je v vas vrnil pa zadovoljen s svojo kozo. Imate kakšne podatke ali pa recimo kakšne dobre novice, da so te vaše kamere tudi kaj pomagale rešiti, recimo da spremeniti? Luis Moreno Ocampo, glavni tožilec
na Haaškem sodišču je lani izjavil, da s pomočjo teh kamer, ki prihajajo iz Slovenije, lahko sodišče za zločine proti človeštvu upravičuje svoj obstoj. Vsem tistim, ki donirajo, lahko pokažejo naše posnetke in pokažejo, kako so potrebni. Sam žal, to je samo inštitucija, ki nima ne vojske, ne policije, ne agentov in ne more ujeti, recimo, Beširja, kakor je v Sudanu, ki je direktno obtožen z Haaškega sodišča, da je kriv za genocid v Darfurju. Haaško sodišče bi moralo tudi evropske predsednike obtožiti, pa jih ne. Zato v tretjem svetu nišče več ne jemlje Haaško sodišče resno. No in zato tudi mi imamo neke moči, da lahko polovili te organizirane kriminalne združbe. Ker pa vendarle deluje, vojna se nadaljuje in se širi, kot vidite, vse povsod, po Afriki in po Bližnjem vzhodu. Ker pa vendarle deluje, je pa strah, da bodo pri grozodejstvih posneli. Prej so v Sudanu, v prejšnji vojni, ki smo jo prav tako spremljali in posneli 2 dokumentarna filma, prej so parali trebuhe nosečih ženskami in otroke trgali in jih natakali na kole za strah, da so bežali, da so ljudje vsi pobegnili, cela dolina je po takem incidentu pobegnila. Zdaj tega ne upajo več. Tudi, kar je dobro, je zdaj, da je veliko, pravno meni, tomotov, kuku abdiginov odličajo. Veliko kuku abdiginov zdaj na tej meji med obima Sudanoma. Domačini se organizirajo v več takih poslovoljskih agencij, ki zdaj same snemajo. In eden od njih, Ryan Boyette, Američan, je ta teden dobil nagrado Human Rights First v New Yorku. To je priznanje, on je bil naš prostovoljc. Mi smo ga trenirali in potem je dobil denar v Ameriki, to je bil klašnik, ki je poprnostil v Evropi. Celo sam George Clooney je prišel tja na osnovi naših posnetkov in tudi naredil 7-minutni dokumentar, da je vse to povedal. Isto, če njega poslušate, a pa mene. V Ameriki so zainteresirani za posnetke v State Departmentu, na obrambnem ministrstvu, CIA, recimo, študira naše posnetke, ki smo jih začeli organizirati pred 6 leti v Darfurju. Tle, mi Slovenci, pa mislite, v Evropi to nikogar ne zanima. Zunanja ministrica baronesa Ashton je rekla, da noče sprijeti humanitarnega koordinatorja, ki smo ga preparali z Darfurja, da sam povedal, če nam ne verjamajo, kaj se to dogaja. Je rekla, da se boji za življenje naših delavcev v Kartumu. Sovo moramo prositi, znamo slovensko sovo, dajte nas poslušati, dajte nas sprijeti. Mi jih moramo angažirati, da jim kaj povemo. Nič ne delamo ilegalno, da se razumete. Da se razumemo, nič. Mi beramo politike. Naši, vseh 5-6 imamo v Bruslu, vedno pridejo na projekcije naših filmov v Evropski parlament. Ampak pa se nič ne zgodi. V Ameriki se pa. Naš film, tega smo ga prej pokazali, ta napad na vas Tabanjo so pokazali tudi v ameriškem kongresu in tam so se kuj najdeli Židje v glavnem, res, ki je videl, kako je s holokaustom, kaj se dogaja v genocidu in so financirali zdaj in zato ima Ryan Boyette denar, ima motorje, ima satelite, mi smo pa samo pri vas vsakodnevnih ljudeh boriti, da lahko to še naprej nadaljujemo in delamo. In tukaj je Amerika čisto povozila Evropo. In Evropa se ne kaže kot zibeka človekovih pravic. Čeprav so tukaj štartale mnoge velike humanitarne organizacije. Rdečega križa ne moramo spraviti na ta področja. Prav, da je prenavaren. UNICEF, je rekel, kako ne moramo, se ne da, pa Bojana skupaj smo šli, se 3, enega fanta prej ste videli tam tudi na slik, 30. decembra spravili 100 kil skozi te obligane obroče v Ljubske gore. Vse
popolnoma varno, no te navarno, razen da te bomba proleti. Ampak to pa mečejo kar tako, veste, oni zastrašujejo. Z migom sicer lahko tudi natančno piknejo, ampak se ne potrudijo. Rapci so tako po-balkanski flegma. Sam to ne zastrašujejo. A bo kaj navarno, no? A sem te pelil, a bila dobra poroka. No, sama pot teh šolskih potrebščin ni bila nevarna. Mogoče med tem, ko govorim, vam bom pokazala, kako smo potem to razdelili in kje so te šole. Te šole so pravzaprav ponavadi umaknjene od vasi, zato da so skrite pred bombniki oziroma da lahko ti otroci čim hitreje se tudi umaknejo v votline in to je ena izmed poti, ki vodi do šole. Ko smo prispeli do prve šole, kjer smo razdelili šolske potrebščine, so nas otroci sprejeli takole s pesmijo. V angleščini so nam prepevali dobrodošli Havadžica, dobrodošla tujka, se tudi pražne za nas oblekli, poskrbeli, da so bili čisti in bili zelo veseli, ker smo jih obiskali. Tukaj so na primer pripravljali stol za svojega učitelja, da jim bo lahko povedal, kar jim je imel zapovedati ta dan, ker nimajo nobenih pripomočkov, tudi stola nimajo, tudi šolskih pripomočkov, ne, tako da se učijo, tako da pišejo s prstki po tleh. Učitelj jim narekuje črke, potem pa oni pišejo tisto, kar jim pove. Imajo pa vedno tudi starejši učenci s seboj, mlajše bratce in sestrice, ker starši, če je mir, gredo na polja in potem oni poskrbijo za te mlajše bratce in sestrice, tako da jih vzamejo skupaj, da grejo skupaj z njimi v šolo. No, tukaj se učijo preštevati, tako da si boste mogoče malce predstavljali, kako poteka pouk v teh morskih gorah. So zelo veseli, zelo radi se učijo in tudi potem, ko smo jim mi razdelili te šolske pripomočke, ki smo jih, tako kot je rekel Tomo, pripeljali, to je njihova zbornica, učiteljska zbornica. Te pripomočke smo pripeljali tako, da smo jih nosili, da so nam pomagali na poti s samokolnicami, s kolesi, in nobene nevarnosti ni bilo. Nevarnost se mi zdi, da so tisti ljudje, ki nočejo videti oziroma tisti denar, ki je namenjen za te otroke, odhajajo v druge roke, namesto da bi ga prinesli sem. Tako kot ga je pred leti prinesel v tole šolo, to je šola pod drevesi, ki se imenuje po dr. Janiju Koklju. Ta denar pa je prinesel Tomo, ker ga je žena pokojnega dr. Janija Koklja, ki je umrl v gorski reševalni akciji, dala za te otroke, da so si potem nabavili nekaj učnih pripomočkov, ampak pravijo, da se bodo raje učili pod drevesi zato, da nimajo zidanih šol in da jih te bombniki potem ne morejo tako očitno napadati, ne? Ker pod drevesi se prej skrijajo, pa tudi manj vidni so. Tako smo mi razdelili te pripomočke, ki so pripotovali z nami in otroci so jih bili zelo veseli. Vsakega svinčnika posebej, stali so v vrsti in te svinčnike potem tudi sprejemali, jih občudovali in še kasneje smo jih srečevali otroke s temi pripomočki, ki so jih dobili. Torbe in ostale malce bolj vredne šolske pripomočke pa so se učitelji odločili, da bodo dali tistim otrokom, ki si bodo to zaslužili s tem, da si bodo vestno pridobivali znanje in pa pridno delali domače naloge. Tako je potekalo to razdeljevanje pripomočkov. No, nevarnosti tukaj ni bilo, ki prej rekel Tomo, ne povem, kako je potekala poročna noč, mogoče tam, ja. Midva sva se poročila med domačini, imela sva najlepše svate, sami otroci so bili okoli naju. Potem, ko sva pa šla spat, pa tudi veliko oči, ki so čakale, kaj se bo zgodilo na to poročno noč. No, seveda sva se midva zadržala, naslednjo noč me je pa odpeljal domov z motorjem
ker se mi je že čas iztekal V Južni Sudan. v Južni Sudan čez mejo. Ja. Ki se ga pravijo vse organizacije, da se ga da prenevarno, da se ni mogoče. Koliko kilometrov? 60 km je od poslednje Nubske gore do prvega taborišča beguncev v Indiji, v Južnem Sudanu. Ampak ker se je bilo od teh ljudi težko posloviti, sva se odpravila pozno popoldne, ujela naju je noč in nisva imela luči na motorju, ker pač tam je to, že to, da je Tomo dobil motor, je bila prava redkost, tako da potem je v roke porinil tisto svetilko, ki jo takole delaš, da svet. In sva se dvakrat zvrnila, enkrat desna noga, drugič leva noga. No, in take poročne luči si jaz nisem zamislila, zato sem šla z naslednjim motoristom, ki pa je imel luč. Sem splezala na kup, ker tam vozijo tako, da komaj vidijo dol z motorja, ne. Sem si mislila, no, ta bo verjetno bolj poznal pot, pa bo bolj varen, ampak takoj, ko izpeljal, me je najprej zapeljal eno grmovje, pa potem šel v drugo, tako da sem ugotovila tudi, da z njim sploh ni varen. In na koncu sem se odpeljala s tovornjakom, oziroma s traktorjem, in ko sem bila na tistem traktorju, moja noga leva je bila že čisto utečena, držala sem se tako za eno gumo in če si zdaj predstavljate, tu se vozi po sipinah, ne? In ta traktor je bil pa še hujše, ker ko je traktor zapeljal v luknjo, nisem vedela več, a naj skočim dol, da bom preživela, naj se držim in čakam, da se bo traktor zvrnil name. Tako da na tistem traktorju sem rekla, če to pot preživim, potem bom preživela vseeno in sem, tako da upam, da bom tudi vse ostalo. Moram povedati, kaj se je zgodilo s Tomom. Seveda, glede na to, da je bil novopečeni mož, se mi je smilo malo, tako da sem se z voznikom dogovorila, če ga grejo potem nazaj iskat, ker se nama je še zajla strgala in je obljubil, da bo šel, baterijo mu je dal, eno malo bolj modernizirano, ampak Tomo je še preden je traktor bil razložen, že prišel za nami, ne vem, kako to pa ti povej, kako. Brez sklopke, tudi sklopka se je zgodila, brez premis. V popolni temi, ker je gorela vajna in ker je bilo toliko beguncev, ki so to potali, je bil zrak res gost in se ni videl zvest. Ampak ja, za srce hodilo k tem in jaz sem sledil srce in to je bil moj vodič. Še to o nevarnostih. Mene tam ni bilo ničesar strah, zato ker je ta toplina teh ljudi tako močna. Potem, ko sem po 3-4 tednih spet srečala prvega belca, teh sem se ustrašila. Meni je bilo grozen. Videla sem vse te pesticide, ki jih imamo na sebi, vsi so se mi zdeli zabuhli, sploh nisem več vedela, v kakšen svet sem prišla. Ker tam, ne vem, v Nubskih gorah ne vidiš nobenega močnega, vse je slopo, vse je vitko in pa ta prijaznost, ko vidiš, da ni narejena. Mene skozi so te ljudje spominjali na mojo babico, ki je neprestano imela polno kuhinjo ljudi, s katerimi je klepetala, se pogovarjala, pa ne glede na to, je bil to pijance, je bil to revež, je bil to bogataš, vse je imela za enake. Tako da jaz sem tam res videla, kaj mi je babica dala v tem življenju, ko so ga skupaj preživele. Tako da večji strah me je tukaj, kot pa tam med temi ljudmi, ker vem, da bodo vse naredili, da te bodo zaščitili. Morda kakšno vprašanje? Če ne, bomo za sklep pokazali posnetek, ki ga posname ta kamera. Mene samo zanima še o tem to, ali to znajo ti domačini potem sami upravljati, ali kdo da pomaga, ali vi to naučite? Ja, bolj se učijo, kaj jeste. Brez da bi študirali navodila za uporabo. Celo kitajske drone, nekako pogrudajo, da jaz ne morem, ker je tam neka druga logika. S počico, mi smo zbombardirali vsemi temi reklamami in tam pa vse, kar gledajo okrog sebe, predvsem narava in zato so zelo spočiti za novo učenje. Zelo hitro se učijo.
Koliko je pa strošek tega takega drona? Tole, ko bom dele pokazal, je 1000 evrov. Nič. Mi hočemo seveda dražje drone, a ne? Zdaj nesemo enega, ki gre lahko 15 km daleč, pa s prispevki bomo kupili enega, ki gre 50 km daleč, ampak sovražniki imajo drone, ki lahko cel dan ostanejo v zraku, se napajajo v zraku s sončnim celicam in seveda so veliko bolj sofisticirani spokojni. To, kar mi uporabljamo, so igračke. No, ampak poglejmo, kaj že lahko čisto navadno, kaj že navadna igračka lahko naredi. Ta filmček je Bojana smontirala prejšnjo soboto. Obred sprejemanja drona. Za antropologe je to silno zanimivo svet. Tak se. Ne vidijo zlega v tem. Razumejo, da je za to za nekaj koristno. To je dron snemo, ja. Pa isti dron. Dron za 1000 evrov. In kilometer gre lahko visoko. Posnetki so nastali julija. Tukaj jasnica. Simbioza arhitekture, človeka in narave. Koče so vse narejene, tukaj maternice, okrogle morajo biti, pravi nekaj. Ni dober vogal delati. Če so vogali, potem se lahko hudič skrije v vogale. Ni čudno, da je res tam ponavadi prva plesna. Jaga. Imajo prav, zmeri imajo prav. Druga imajo zmeri prav. Narava ima zmeri prav. V vodi so tukaj nožice. In to sami pravijo, zato ker se človek najbolj prišel tam, odkud je prišel. Ne v stolnice, pa v teh steklenah, hvalačah, korporacij, pa tam iz zraka. Narava, mati narava, ljubica narava. Njegovo delo, v katerem začel, je gotovo boš počutkati pa v galerijah, ali pa v muzejih, ali pa v bankah, ali pa v zavarovalnicah. No in zaradi tega, ker tako gledajo ljube na svet, ker ni bilo razvoja teh konštrukcij, ki mi imamo za civilizirane. Ja, malo smo še narodani. Tudi mi ste še učemo. Ampak jaz verjamem, da ki se vračamo novembra s temi novimi droni, jaz verjamem, da bomo s tem naredili dokumentarni film, ki bo potem govoril na internetu, v milijonah kopijah, kako govorimo. Dele sta prišla do to iz Postojne, pa iz Kranja, da vam to poveva in to je nekaj koštal, to so bili čas, pa vse. Ampak po internetu grejo take dokumentaciji, kot že prej, s katerimi smo preklicali dejansko tudi Američane v
Nubske gore. Ampak to je še v prejšnji vojni, ki se je to še dalo. Zdaj zaradi Kitajcev oben več ne upa iti v Sudan z vojsko. Že tele, ki gledate, grejo nad kalifat, ne, to ne bomo zmagali. A mislite, da bomo zmagali zdaj? Zaradi tega, ker je preveč sveta že proti nam. In zato bi mogli da ne na Zahodu pokazati svoj človeški obraz, neč več podpirati gospodarje vojne. Neč ne bodo zmagali s tehniko. Z droni zato točejo, ker niso vedeli, kaj narediti proti samomorilcem, ki so se začeli razstreljevati že tudi tle po Londonu pa po Parizu. In zato zdaj dol ubijajo potencijalne nevarne ljudi. Podatke dobivajo glavno od prebežnikov, ki prosijo za azil, nekje v Nemčiji ali pa v Angliji. In kdo da dobi azil, reče karkoli, tudi svojega soseda na moč, sam da bi mu dal pa njegov družin mir v Evropi. In zato Američani, ki sekajo s temi droni v glavnem, pobijajo nedolžni. In to se ne more končati dobro, ker zdaj proti nam se vse dviga, po celom svetu, tudi tle. Mislim, ne, zdaj ostane samo še, da pokažemo tisto, zaradi česar so nas spoštovali še pred 20-30 leti. Ne? In to je bilo naše široko človeško srce. In Evropa ima srce. In jaz sem ponosen, da sem Evropejc. In zelo sem ponosen na vse te, ki so se že prej morali boriti proti rimskemu imperiju, pa proti temu ali drugemu kralju in vseh teh revolucijah in povsod. Spoštujem te, ki so žrtvovali svoje življenje, da imamo danes vsaj toliko pravic in zato morali s tem nadaljevati z roko v roki. No. Ne se pa krigati med sabo, pa zapraviti priložnost, da naši otroci nasledijo vsaj toliko dober svet, kakor še kaj smo imeli. Tole, ker tle gledate, lahko pride vse k nam. Vsi se širi. Grčija je že na tem. Bankiri kradajo, ropajo, pravijo, zdaj kar dejte nam vaše otoke. Ne bodo rekli, dejte nam Bled, dejte nam vaše Gorice. To pobijamo. To pobijamo, lejte. Vsi skupaj zlučimo tih. Mediji ne sodelujejo, pa zelo slabo, v Sloveniji še najbolj, ker se poznamo že 30 let, pa tudi ne morajo zavrniti, ker prosto ne se ki pove. V svetu so mediji bolj kontrolirani kot v Sloveniji in zato sploh ne zve. In zdaj delamo dokumentarni film, v katerem bomo skušali prepričati, zakaj droni in to večji droni lahko rešijo te ljudi in konc koncev tudi nas same. Zato, če imate kakšen prispevek za ta nov dokumentarni film, rabimo pa 15 000 evrov. To ni veliko, toliko ne plačamo režiserko, pa montažerja. Po staro delamo vse kot prostovoljci, tako kot njihovi tam dol, tudi ni treba. Ja, najbolj te besede, pa ta lepa fotografija, sklep našega točnega srečanja, seveda v veliki želji in tudi zahvali in poklonu vama, da se zavzemate za te ljudi, za katere, kot smo rekli na začetku, marsikdo misli, da sploh niso ljudje. Iskreno vam čestitamo in vam na tej poti želimo vse dobro. Hvala.